Lepo pozdravljeni na podcastu Odmev tedna. Tokrat komentirava dogodke z doktorjem Sebastianom Jeretičem. Lep pozdrav, gospod Jeretič. Imava kar veliko zelo zanimivih, močnih dogodkov, da tako rečeva. Lejte, prva stvar je seveda, izbilo je to poročilo, oziroma navodila so bila to, kaj naj gospa Vera Jourova v Sloveniji na Ustavnem sodišču preveri, ne? In sicer je šlo tudi za to, da naj preveri, zdaj je prišla ta točka na dan, ki je bila sicer počrnjena 2 leti pa 7 mesecev, in da naj seveda preveri zdaj, kako je s tem zakonom o RTV. Kaj si lahko mislimo o tej zgodbi? Najprej to je izjemna evropska afera. To sploh ni samo slovenska zgodba in mislim celo, da je večja afera odnos Evropske komisije do Evropskega parlamenta in tukaj je Milan Zver opravil izjemno delo z svojo vztrajnostjo. Zdaj imamo najprej ločeno dogodek, ker je res vprašanje, kaj je bilo. Ali so tam govorili ali ne, bomo težko izvedeli. V vsakem primeru bi bila to, bom rekel, velika afera, da je sploh Evropska komisarka prišla pritiskati na Slovensko ustavno sodišče glede neke tekoče teme, ampak tudi, če dopustimo tukaj vprašanje, ali so to govorili ali ne, mislim, da so tukaj stranski dokazi, da so in da so lagali. In dokazi v tem, da so 2 leti prikrivali ta opomnik, ker bi v nasprotnem primeru, če so govorili resnico in da se te teme niso dotaknili, enostavno to pokazali z dodatnim pojasnilom, da čeprav je to bilo v opomniku in so to službe recimo pripravile, je komisarka seveda presodila, da se ne spodobi, da torej Ustavno sodišče sprašuje o neki tekoči zadevi. Ampak glede na to, da so to prikrivali, bi to preštel za dokaz, da so lagali in da je ta tema seveda bila na dnevnem redu. Ampak to je recimo čisto slovenska afera. Evropska afera pa je, da je dejansko Evropska unija ugrabljena strani neke bruseljske oligarhije, ki se ne zmeni za same demokratične zasnove Evropske unije. To ni Evropska unija, v katero smo vstopili. Mi na referendumu nismo glasovali za takšno Evropsko unijo, kot jo imamo danes. Mi smo vstopili v Evropsko unijo, ki je bila zveza suverenih držav z namenom skrbi za blaginjo, skrbi za varnost. Zdaj pa imamo neko evropsko-bruselsko elito, ki najprej ni sposobna zagotoviti blaginje, ni sposobna zagotoviti varnosti, izvaja pa neko ideološko vojno. Skratka, Evropa je ugrabljena strani te ekipe, kjer je velik del krivde na Evropski ljudski stranki. In zdaj naši predstavniki v Evropski ljudski stranki so sicer med bolj kritičnimi, recimo v tej družini v Evropi, ampak se bodo morali potruditi, da znotraj te stranke dobijo večino, ki bo spremenila zadeve. Ja, roko pa dvigujejo v prid. Roko dvigujejo, so malo bolj kritični, ampak saj pravim, razumem, da vztrajajo in prav je, da vztrajajo v tej družini, ker je kljub vsemu najmočnejša politična družina v Evropi, se bodo pa morali potruditi, da svoje partnerje iz drugih držav prepričajo, da je to poguba za Evropsko unijo. Torej, odnos Evropske komisije, laganje Evropske komisije, prikrivanje, vztrajanje, ne glede na popolnoma jasna pravila, kaže seveda eno izjemno krizo demokracije v Evropi in tukaj je Milan Zver začel mogoče nek proces vračanja demokratičnih načel, vsaj v odnos komisije do Evropskega parlamenta. No, lejte, zdaj, danes je Bojan Požar objavil in izvedel, kdo je bil še priča temu dogodku. To so bili Vojtek Talko, to je član kabineta Jourove, takrat, ko je bila podpredsednica Evropske komisije. Seveda tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Juk Jerše, pa Sebastian Nerat, generalni sekretar Ustavnega sodišča. Zdaj zanima me, kaj zdaj pomeni za vse te 3 osebe. Vendarle je to eno težko breme, neka resnica, ki je bila, pa se zdaj ne pove. In kaj zdaj to pomeni za naš odnos pravzaprav do Evropske komisije, ker imamo zelo slabe izkušnje in z Teranom, in z hrvaško mejo. Da ne govorimo vseh teh zapletih, kjer je Slovenija vedno in vedno potegnila krajšo.
tako kot velja v Sloveniji, velja tudi v Evropi in to so dvojni vatli. Ne? Mi imamo recimo danes situacijo, kar je odnos do liberalne demokracije ali iliberalnih praks, kar se je očitalo prejšnji vladi, imamo danes nenormalne prakse, odnose do medijev, recimo strani odvetnika predsednika vlade. Torej, to ni bil odvetnik Roberta Goloba kot fizične osebe, to je bil odvetnik predsednika vlade, kot predstavnika, kot torej državne funkcije, ki ima določene obveznosti do javnosti, ki tam niso bile izpolnjene, pa Evropa ni niti pisala. Ko je v preteklosti en predsednik vlade na Twitterju bil kritičen do zadev, ki so jih kakšni novinarji pisali, je Bruselj skakal v zrak. Tudi v tem primeru zdaj, še enkrat. Vprašanje je, kdaj bomo izvedeli, torej, če ne bo nihče od udeleženih na sestanku priznal, da so se pogovarjali. Ali pa napisal knjigo, o tem, bomo težko vedeli, ali lažejo ali ne. Ampak senca dvoma ostaja zaradi prakse, ki se je nadaljevala potem na evropski ravni. Zaradi tega prikrivanja, ki je dejansko nerazumljivo. Torej, če se tam niso pogovarjali, ni bilo nobenega razloga, da ne bi pošteno poslancu povedali na podlagi dostopa do informacij javnega značaja, kaj je bilo pripravljeno v opomniku. In še enkrat, dodali bi lahko PR-ovski izgovor, da so to službe sicer pripravile, ampak je komisarka trezno presodila, da to ni tema, ki bi sodila na en tak pogovor. In ta senca dvoma bo vedno ostala in bo padala tudi na vse druge udeležence tega sestanka. No, takrat je bila seveda, če bi takrat razkrili, kaj je to zares bilo, je bila Jourova še na poziciji, pa bi mogoče zahtevali že takrat njen odstop. Zdaj pa poglejmo, kaj je poslanec Zver povedal, kaj on zahteva in kaj se je dogajalo. Torej, mi smo sumili, da piše tretja točka, da se bo nanašala na sprejemanje zakona RTV. To je bil tudi osnovni namen, danes imamo to dokaz tega obiska, ki se je končal z politično intervencionizmom strani Evropske komisije in tako se je tudi zdaj dokazalo. Piše pa, da naj komisarka preveri stališče predsednika Ustavnega sodišča glede zakona RTV. Točno to, kar smo predvidevali, da piše, pa nismo vedeli. Ampak, ker je bilo 70% teksta opomnika pripravljenega ravno o RTV, pa o medijih, bi bilo res nenavadno, da bi se nič ne pogovarjali o tem. In ravno Jourova je rekla, skupaj z predsednikom Accettom, da niti z ene besede niste omenila zakona RTV, kar je bila seveda laž. No, seveda, potem je gospod Zver predlagal takojšnjo presojo ustavnosti zakona o RTV, predlaga odstop sodnika dr. Accetta in pa seveda tudi glede odgovornosti komisarke Jourove pravi, da ne bi smela nikoli več opravljati javne funkcije in pa zahteva javno opravičilo Evropske komisije slovenski javnosti, novinarjem in urednikom RTV Slovenija. No, povejmo še, da je potem civilna iniciativa Aktivni državljani Slovenije na specializirano državno tožilstvo vložila kazensko naznanilo zoper Mateja Accetta, očitajo mu zlorabo uradnega položaja 257. člena KZ zaradi tega zlorabe uradnega položaja in povejmo še, da je dr. Peter Gregorčič, ki je bil predsednik programskega sveta, na Ustavno sodišče vložil predlog za izločitev sodnika Mateja Accetta pri odločanju o tej zadevi RTV Slovenija. Torej, kaj od tega se bo zgodilo, kaj se lahko zgodi, kakšne so sploh možnosti, da se karkoli zgodi? To so vse zelo legitimne zahteve, ne verjamem pa, da se v danih razmerih moči karkoli od tega lahko zgodi, ne v Sloveniji, ne v Evropi. Zdaj, tle obstaja še en dokaz, ki spet meče temno senco na ta dogodek in to je sama izjava gospe Jourove, ki jo je recimo dr. Boštjan Turk objavil v svoji knjigi, kjer je sama dejansko priznala, da je bila to ena glavnih tem, pa da so pričakovanja, da bo zadeva glede tega rešena in tako naprej. Skratka, svojo izjavo je razkrinkala namen njenega obiska v Sloveniji. In kot sem rekel, obstajajo dvojni vatli in obstaja neka oligarhija evropske, bruseljske elite,
ki si je enostavno ugrabila našo unijo in ki nastopa tudi v odnosu do držav z nekim ideološkim bojem. In to je tista realnost, s katero se bomo morali v prihodnje soočiti. In še enkrat, jaz mislim, da je ključ v tem, da suverenistične sile, ki si želijo povezati Evropo na temelju, torej načela subsidiarnosti, prevzamejo večino v Evropski ljudski stranki. Pred stoletjem in več je politolog Michels pisal o železnem zakonu oligarhije, da se v vsaki politični organizaciji, v vsaki politični stranki zgradi neka elita, ki si ta aparat ugrabi za neke lastne namene in da so potem seveda težave pri, dajmo reči, osveževanju neke politične ekipe in mislim, da je temeljni izziv prihodnjih let ravno na Evropski ljudski stranki, da se vrne na svoja temeljna načela in da prepreči v prihodnje takšno prakso bruseljske elite, kot se dogaja zadnja leta in kot mislim, da se bo še nekaj časa dogajala, dokler ne bo prišlo do sprememb v dejansko razmerjih moči v evropskem političnem prostoru. No, ampak seveda ta bruseljska elita nikakor ne bi mogla tegale storiti brez naših slovenskih pomočnikov. In zdaj lahko spomnimo, ti pomočniki so seveda nikogaršnji hlapci, ki so kar več mesecev protestirali, ne vemo sicer zakaj, ker zgodilo se ni nikomur nič, ne? Hodili v Bruselj, prijavljali v Bruselj mnogo stvari, ki sploh niso bile resnične, a ne? In seveda med njimi tudi Ksenija Horvat, ki se je potem takoj povzpela na mesto direktorice Televizije Slovenija. Ampak podatki iz zgodovina pričajo, da je Ksenija Horvat bila ves čas v dobrih odnosih ne samo z oblastjo, pač pa tudi z ustavnim sodiščem. Ne? Zdaj, če pogledamo, kako je bilo na ustavnem sodišču, je ona 21. junija je vodila ob obletnici, ob 30-letnici ustavnega sodišča je vodila okroglo mizo. Tule jo vidimo, 30 let delovanja. In sicer je takrat časopis Petra Jančiča poročal, da je dobila Ksenija Horvat na svoj SP, ne? Mislim, moramo tudi to povedati, to se pravi, dobila je 800 evrov, to je bilo 21.6.22. Potem je imela ta SP, ne vemo, kaj vse je še počela z njim, to se pravi, ona je bila za ustavnim sodiščem ves čas v prijateljskih odnosih, najemali so jo, plačevali so jo, ko je bila novinarka, ampak tudi, ko je bila že direktorica, je ona še 2 meseca imela SP. Ne? Ona postane direktorica oktobra 23, 17. oktobra, 15. decembra 23 pa šele zapreta svoj SP Anatar, umetniško ustvarjanje, Ksenija Horvat, SP. To so vse javni podatki. Ne? Potem seveda je vodila tudi druge okrogle mize. To se pravi, mi imamo na RTV Slovenija dvojna merila, ne? Kajti tudi letos, ko je bil Blejski forum, je Ksenija Horvat spet vodila okroglo mizo. Njej so to dovolili, ne, kot direktorici, ne, tamle v tem položaju je na Blejskem forumu, vodi okroglo mizo in seveda kot direktorica in potem so rekli, pazite to, da je to delala brezplačno. Ne. Zdaj pa to tako, ker sem jaz pokrivala finance vrsto let, pa vsi vemo, recimo, da sosedska pomoč, ki je res lahko brezplačna, je popolnoma nemogoča, je prepovedana. Država ne dovoli, da nekdo dela brezplačno, kajti potem ona ne dobi davka, niti od honorarja, niti DDV-ja, za kakršenkoli davek bi pač šlo. Tako da jaz osebno ne verjamem, da Ksenija Horvat to počne brezplačno, da direktorica to počne brezplačno. Kaj vi mislite o tem? Mislim, da gre za veliko sprenevedanje in seveda spet za dvojna merila, ne? Ker po drugi strani pa drugim prepovedujejo takšno početje. Ne? Zdaj, ta neka dvojna vloga določenih novinarjev je sicer
opazna bila v številnih primerih skozi leta. Imeli smo vrsto novinarjev, ki so en dan recimo tolkli po Janši, drug dan kandidirali na volitvah za leve stranke, in potem skakali, zdaj vidimo tudi iz ene stranke v drugo, že v tem mandatu recimo. Ali pa nastopajo potem v PR službah ministrov, poslanskih skupin. Na koncu imamo novinarja, ki sodeluje v preiskovalni komisiji, o katerem se celo govori, da bo kandidiral zdaj za KPK. Skratka, imamo neko sprego političnih agitatorjev, ki imajo oblečen dres novinarjev in se seveda potem politično borijo, so pa nedotakljivi zaradi vloge, ki jo mediji igrajo v moderni demokraciji. In neodvisni. Mislim, da je to seveda popolnoma nesprejemljivo. Ja. In ko se sprašujemo, odkot iz Slovenije so pa zdaj prišle te informacije, ti namigi, te pritiski, dajte prosim pritisniti na ustavno. Absolutno iz teh krogov. Jaz se spomnim prvega vala epidemije, ko je bil res cel svet v šoku in grozen, sem po nekaj tednih dobil klic prijatelja in klienta, ki je bil takrat v Združenih državah Amerike in me je zaskrbljen vprašal, kako sem, če je vse v redu z mano. Sem rekel, zdrav. Je rekel, ne, nisem mislil to, ampak berem tukaj, da je Janša izvedel vojaški udar v Sloveniji in da je diktatura uvedena, pa si okej. Torej, en slovenski novinar, Blaž Zgaga, ki je potem delal na ministrstvu, zdaj vidimo, da je na Fursu celo dobil neko strokovno službo, naenkrat bo recimo brskal po naših računih. Skratka, nekdo, ki je izvajal politično propagando, ki je škodil državi s temi sporočili navzven, sedaj nadaljuje v državnih aparatih svoje delo. Skratka, ko se potem vprašamo, zakaj je takšno nezaupanje v medije, in to je ena temeljnih točk krize demokracije danes. Mediji so nujen sestavni del masovne demokracije, zaradi tega, ker ustvarjajo masovno javno mnenje, ki je polje, znotraj katerega se razmerja moči v družbi odločijo, kdo bo vladajoči in kdo bo vladani. In ta kriza demokracije je v veliki meri ravno posledica takšnih oseb, ki se z dresom novinarstva dejansko ukvarjajo s politično propagando. No in eden takih nikogaršnjih hlapcev, da tako rečem, je seveda tudi Igor Bergant. On vodi mnogo dogodkov, recimo v ponedeljek vodi dogodek, najame ga neka agencija, neki vladna služba, ampak v torek ima pa ali pa šefa te vladne službe ali pa recimo direktorja plinskega podjetja ali kakorkoli pač v oddaji Odmevi. To se pravi, ta dvojna merila, ki ste jih že vi navedli, so tudi, in seveda bil ves čas pa jasno pred RTV-jem in stavkal, s tem, da ne govorimo o tem, da danes recimo v letošnjem letu Rosviti Pesek niso dovolili, da bi vodila okroglo mizo, šlo je za neko osamosvojitveno temo, ona je imela doktorat iz te teme, ona ni smela, je seveda morala prijaviti in ni vodila. Dočinkov vsi teli nekogaršnji hlapci pa mirno so dvoživke, te zgarijo tu in tam, v ponedeljek vodiš konferenco, potem v torek imaš v Odmevih in tako naprej. To je praktično nedopustna praksa, tega tudi ORF ne dovoli. Mi se zelo radi sklicujemo na ORF. Lahko rečemo, tudi javna televizija je ugrabljena strani te klike, ki je ideološka in interesna klika. Ja, kako se bo zdaj to končalo? Namreč Ksenija Horvat je metala na cesto brez razloga ljudi, niso mogli na televizijo. Tam se lahko nadaljujejo samo pravni postopki. Jaz mislim, da je dejansko ugrabitev javne televizije do nekih temeljitih političnih sprememb enostavno dokončna. To je enostavno aparat, ki je v službi enega političnega režima, politične oblasti, ki jo trenutno imamo, in do temeljitih sprememb se bo težko sploh začelo vračati v smer javne televizije. Vse so bile vedno neka nesorazmerja, ampak je, bom rekel, vsaj delni balans bil tam možen. In jaz v tem trenutku ne vidim rešitve, dokler se ne bo zgodil en temeljiti politični preobrat v Sloveniji, pa še potem bodo težave, ker bo to spet poseganje v medije, bo spet recimo bruseljska elita skakala. Skratka, tu smo v nekem začaranem krogu,
krize demokracije, ki velja v celotnem zahodnem svetu in se bo morali tudi razrešiti, lažje bo v Sloveniji reševati take zadeve, ko bo rešen to, dajmo reči, kontekst evropske politike v tej luči. Ali lahko po volitvah, ki bo seveda premešala karte, vlada bo drugačna, ampak ali lahko nova vlada, novi vladajoči, glede na ta zakon o RTV, ki zdaj velja, ki seveda je omogočil vse te spremembe, lahko oni kakorkoli posežejo v RTV? Če bo prišlo do preobrata, zagotovo. Če bo šlo pa za nadaljevanje sedanje konstelacije, čeprav z premešanimi kartami, pa se zveda ne bo interesa za kaj takega, ker je to aparat, ki je v službi ekipe, ki jo trenutno zastopa Robert Golob. In jaz mislim, da bo torej izbira na teh volitvah izjemno pomembna zaradi vrste razlogov, med njimi je tudi vprašanje temeljnih elementov naše demokracije. No, seveda so mediji pretežno podvrženi vladi in Golobu. To kaže tudi zdaj tole srečanje, ki je bilo v Portorožu. Seveda, vsa čast, gostje so bili markantni, ampak mediji so objavili, da je bilo to zdaj Portorož je postal prestolnica Sredozemlja. Mislim, že tukaj mečkam pretirano, ker ne može biti prestolnica Sredozemlja brez Italije. Italija pa ni prišla predsednica. Kako? Zakaj Italija ni prišla? Najprej to je seveda sicer pomemben dogodek, ampak daleč od tega, da bi bil najpomembnejši, ki se je v Sloveniji odvil. Bili so precej pomembnejši. V končni fazi smo gostili evropski vrh in tako naprej. Precej je špekulacij, kaj je bil razlog, da gospe Meloni ni bilo, in jaz verjamem, da je eden od razlogov ta, da najprej ni bilo neke pomembne agende na tem dogodku, zaradi katere bi nujno morala priti. Hkrati pa je dejansko slovenska diplomacija nekako pomešala en tak multilateralen dogodek z podaljškom osebnega obiska recimo Macrona v Sloveniji. Jaz mislim, da je celo ta kombinacija nekako žalitev za Slovenijo. Torej, Macron kot veliki prijatelj Goloba ni prišel na samostojni obisk v Sloveniji, ampak že ko je tle, je podaljšal za en dan. Ja, sem že tukaj. Torej, mislim, to dejansko ni nek veliki diplomatski uspeh. Po drugi strani, poglejte, Giorgia Meloni je v tem trenutku najbolj propulzivni evropski voditelj. Italijo je stabilizirala, 3 leta ima vlado, kar je rekord po dolgem času. Mislim, da to je na tretjem mestu je po dolžini vladanja ene osebe najdaljša vlada zdaj. Stabilizira tudi italijansko ekonomijo in strani Slovenije pa je dejansko deležna nekega, dajmo reči, skoraj podpihovanja nekega sovraštva. Tudi strani slovenskih medijev. Obstajajo ljudje, ki si želijo zagnojiti odnose med Slovenijo in Italijo. Ko je prišlo do tiste mazaške akcije na slovenskem konzulatu v Trstu, je bil to velik halo. Ko se je ugotovilo, da je to naredil Slovenec, ne pa Italijan, je bilo to neka majhna novička, ki je bila hitro umaknjena. Ko je slovenska vlada in Golobov človek na vrhu Darsa zavozil zaporo Vipavske ceste, so začeli obtoževati Italijo zato, ker je nadaljevala z kontrolo ilegalnih migracij na meji. Skratka, vrsta nekega podtikanja Italiji, ki je meni nerazumljiva. Po drugi strani pa imamo strani Italije pod vlado Giorgie Meloni dejansko vrsto nekih prijateljskih gest, ki pa niso dobile take teže v slovenskih medijih. Mi dva sva govorila, mislim, da nazadnje o tisti vrnitvi Karpačove slike. To je izjemno simbolno dejanje, to je največja gesta prijateljstva, ki jo je Italija naredila v teh desetletjih, ker gre za neko zelo pomembno zgodovinsko dediščino. Po drugi svetovni vojni so Italijani odpeljali številne umetnine in arhive, ker so se bali, da bo komunistična oblast to uničila, tako kot je recimo uničevala drugod po Sloveniji neko dediščino. In tista vrnitev tiste slike je velika gesta Italije ravno pod vlado Giorgie Meloni. Po drugi strani imamo pa zdaj nadaljevanje nekega spodbujanja sovraštva do Italije strani slovenske levice. Imamo zdaj tukaj pod Ministrstvom za kulturo Aste Vrečko sovražen odnos
do tabel, ki so pri nas v Istri postavljene na ulicah, kjer je enostavno so označena zgodovinska imena naših ulic in trgov iz časa, ki določajo dediščino naših krajev. Pri nas v Istri smo pač dediči beneške kulture in ta dediščina pomembno vpliva in je ne samo neka materialna, arhitekturna dediščina, je tudi dediščina neke kulture sožitja različnih narodov. Pri nas smo imeli seveda in naši nonoti so imeli borbo proti fašizmu in fašizem je bil grozen in se jim je tudi grozno vrnilo po koncu druge svetovne vojne. Ampak pod fašizmom niso trpeli samo Slovenci, trpeli so tudi svobodomiselni Italijani. Skratka, fašizem je bil grozen zaradi načina delovanja nasploh. Danes imamo pa neke vrste fašizem strani levice, ki je dejansko sovražno nastrojen do tradicije in do neke etnične skupnosti pri nas v našem delu Istre. In to je za nas nerazumljivo in ta poskus, da se zagnoji odnose z Italijo, so dejansko izjemno škodljivi, ker je na drugi strani velika pripravljenost za prijateljstvo, za sodelovanje, seveda ob tem, da na njihovi strani so tudi neke zgodovinske bolečine in neka želja, da se določeni elementi preteklosti razčistijo. Po drugi strani je seveda tudi na italijanski strani še mogoče določena obveznost, kar se tiče njihovega odnosa do fašistične preteklosti. Skratka, vrsta nekih stvari, ki pa bi se ob nadgradnji prijateljstva, ki se zadnja leta kaže, dosti lažje razrešila, kot pa s takimi potezami. No, poleg te avnojske zunanje politike, pa avnojske kulturne politike, če temu tako rečemo, je seveda bilo tudi precej nespametno menda tole varovanje in vozniki blindiranih vozil, tako pravijo na policiji, so bili ljudje, ki praktično v tem sploh niso bili izkušeni in mogoče imamo srečo, da se ni nič zgodilo. Kako zdaj ta naša policija postopa? Ali se niso nič naučili, ali nikogar ne vprašajo, ali kako je s tem? No, jaz verjamem, da pač ni toliko ljudi, ki bi imeli izkušnje tukaj. Jaz Seglih zaupam, da je naš varnostni aparat kljub vsemu dovolj močen in strokoven, da je znal ustrezno izpeljati, da so tudi v mednarodni ravni, mednarodnem sodelovanju bili sposobni izpeljati ta dogodek na varen način. Je pa res, da Slovenija pač ni najbolj pripravljena mogoče na take velike dogodke in da je treba potem nekako krpati ekipo. Ampak verjamem, da osrednje vprašanja so bila ustrezno rešena. No, nekateri so dvignili obrvi tudi zaradi tega, ker je Macron potem nadaljeval osebni obisk v Ljubljani. Tule si je ogledal ta električni Twingo, to je vse lepo in prav, ampak nekako so ljudje ugotovili, da se zdaj pa že pogovarjamo o NEK2, o nadgradnji te nuklearke in seveda tudi o možnih sodelovanjih s Francozi, ki imajo veliko izkušenj za gradnjo nukleark. Seveda politični del je seveda komentiral, da zakaj se mi zdaj o tem pogovarjamo, če sploh še ni bilo referenduma. To je pa ta ekološki del. Saj politika vsa zagovarja, ampak vendarle. No, jaz mislim, da je prav sicer, da določeni postopki grejo naprej. Fajn je tudi, da se tukaj vsaj ve, da so se o tem pogovarjali, da se tudi ta zadeva ni prikrila ali jo počrnila v kakem opomniku. Mislim, tle gre zdaj za res en dolgotrajen postopek umeščanja v prostor, izbiranja, odločanja o tem, ali bomo to sploh imeli, ali se bodo razmere v naslednjih desetletjih v toliko spremenile, da bodo obstajale druge alternative, čeprav strokovnjaki pravijo, da recimo mali reaktori, ki bi bila še niso realnost naslednjih desetletij. No, v vsakem primeru mislim, da je prav, da pogovor in določeni postopki tečejo naprej, težko pa je zaupati aktualni ekipi, da bi znala zadevo izpeljati na nek transparenten in pošten način, zato upam, da se bo oblast v prihodnjih desetletjih v Sloveniji spremenila in da bomo lahko zaupali, da se en tako velik nacionalni projekt vodi tako, kot je treba. No, mogoče bo čas tudi za nek prelom v političnem prostoru, da bi lahko zaupali
slovenski oblasti Še posebej, nekaj tako pomembnega, ker kot je niti to. vetrnice ne znamo kupiti, tako kot je treba. Tako, Imamo to smo videli te dni, ja. turški klopotec. Ja. No, zdaj seveda sive lase dela stricem v ozadju seveda tudi sam dr. Robert Golob. Poglejmo zdaj dve njegovi izjavi, kako je on govoril o svojem romunskem računu, za katerega se je izkazalo, pač banka je sporočila že aprila, Raiffeisen banka, da ni bilo kraje identitete, ampak bomo videli, kako je zdaj dr. Golob to povedal. Domnevno ukradene identitete v Romuniji. Prejšnji teden je nacionalna televizija poročala, da je vendarle romunska banka potrdila, da identiteta vam ni bila ukradena. Kako to komentirate? Glejte, meni se ta primer zdi res zanimiv iz enega preprostega razloga. Zato, ker gre za račun, ki sem ga našel sam pred volitvami, slučajno, račun, ki je bil zaprt 1. januarja 2022, preden sem postal predsednik vlade, in račun, o katerem sem sam obvestil slovenske, ne samo javnost, ampak tudi oblasti. Jaz nimam tukaj kaj skrivati. Ko bo ta primer v Romuniji dosežen, banka govori, kar hoče, zaradi tega, ker ve, da pripravljamo odškodninsko tožbo proti njej. Ne bom se pa z romunsko banko preko slovenskih medijev pogajal o svoji tožbi. Kaj zdaj s tem računom? Kako ga je odkril sam? Predsednik vlade je bil že večkrat ujet na laži. No? Mislim, skozi leta smo se navadili, da pove nekaj, čez par dni nekaj drugega, čez par tednov nekaj tretjega. Skratka, gre za neko prakso človeka, ki mu enostavno ne gre zaupati. No? Tudi tukaj je šlo za veliko sprenevedanje. On je ves čas, ne samo pred volitvami, tudi potem govoril, da je transparenten, da je pripravljen vsako zadevo razčistiti, ne, in potem se pa skriva pred organi, bom rekel, tudi od parlamentarnih do drugih, se skriva, ko je pa treba razčistiti kako zadevo. Ne. Tle je zdaj vprašanje, ali mu bodo ljudje še naprej zaupali ali ne. Ja, dela sive lase stricem iz ozadje. Tudi zaradi tele zadeve pri odvetniku Zdolšku. Poslušajmo, kako je odgovoril na to vprašanje. Je odvetnik Zdolšek še vaš odvetnik? Ne razumem tega vprašanja. Kako komentirate dejstvo za to selektivno podajanje izjav? Glejte, verjamete mi, da odnos med odvetnikom in njegovo stranko je pač njegov odnos. Kakšna izjava je to? Kakšen odnos? To je popolnoma nesprejemljiva, Ja. nerazumljiva. Še enkrat, gospod Zdolšek na tistem dogodku, predstavitvi tistih informacij javnosti, ni bil odvetnik gospod Zdolšek, ni bil odvetnik Roberta Goloba kot fizične osebe, on je bil tam kot odvetnik predsednika vlade. Pred kratkim je dr. Boštjan Turk spomnil na knjigo Kraljevi dve telesi, ki izpostavlja ravno ta koncept. Eno je fizična oseba, drugo je funkcija, ki jo ta oseba zaseda. In predsednik vlade ima kot funkcija obveznost do javnosti, ima zakonski, torej ne samo glede demokratičnih načel, ima zelo jasne, konkretne zakonske obveze do javnosti. Te obveze so bile prekršene s prakso gospoda Zdolška, ki je v imenu predsednika vlade pazljivo izbranim novinarjem posredoval manipulativno interpretacijo dokumenta, ki ga javnost v tem trenutku še ne more dobiti. Ampak na podlagi tega, kar je sam KPK, ali pa kako je KPK reagiral na to predstavitev odvetnika, je jasno, da gre tudi tam za laži in sprenevedanja. Skratka, iz vsega skupaj lahko razberemo, da je to še ena od afer predsednika vlade in še eden od primerov, ki kaže njegov odnos do demokracije, o kateri je tako veliko govoril pred volitvami. No in seveda zdi se, ta občutek imamo, da bi tudi ta stran, te strici iz ozadja, bomo zdaj spregovorili, kdo to so, mogoče, da bi tudi oni pravzaprav radi neko zamenjavo in namesto doktorja Roberta Goloba bi mogoče imeli koga drugega, ne, mogoče gospoda Prebiliča. No in zdaj na portalu Necenzurirano, ta portal pa se sklicuje na
portal, ki ga vodi in piše Vladimir Vodušek, to je pa strogo zaupno, smo lahko prebrali, tole je Otmar Zorn in ta naj bi v imenu prostozidarjev, pravzaprav oni bi se zdaj šli politični marketing, torej, če se prav spomnim, so omenjali Otmarja Zorna tudi, da je on tudi Goloba nastavil, ne, in seveda on vodi ta Scottish Rite, to je pač škotski red, prostozidarski red, imamo več teh redov, on menda vodi to. Torej, prej pa je bil on podjetnik, lastnik 2 podjetij Iskra zaščite, pa Varsi, ki pa ju je prodal v Grčijo za 37 milijonov evrov in potem se je posvetil turizmu in bančništvu. Zdaj, takole, kaj vi mislite, tule imamo zdaj Logarja, pa Prebiliča in tudi za njiju 2 pravijo in ugibajo, da sta prostozidarja. Namreč, kako je se sploh začela ta zgodba? Vladimir Vodušek je vprašal na kongresu stranke Prerod, ne, v Kočevju je vprašal gospoda Zorna, gospoda Prebiliča, kako sodeluje z gospodom Zornom, ne, če z njim sodeluje in pač, če sta brata v loži, ne. No in zdaj Prebilič je rekel, z gospodom Zornom dobro sodelujeva, pa ostaniva pri tem. Torej, ni informacije zanikal, da je on tudi član te lože. Kako to komentirate? Zgodba se mi zdi malček res bizarna, ravno zaradi detajla, ki ste ga prej izpostavili. Ne? Najprej prostozidarska loža, gospod Zoran je seveda močen, vpliven, ugleden že vsa leta in to je pač eno od omrežij, ena od ekip, ki deluje, ki se bori za pozicije moči in za denar seveda v Sloveniji. Torej nič kaj novega. Ja, tukaj ga vidimo skrajno levo na sliki, ne, ta njegova loža. Precej govora je bilo, da največji vstop oziroma najmočnejša njegova, dajmo reči, pozicioniranje v političnem prostoru je bilo ravno z Robertom Golobom. Ne. Govori se o izjemni vlogi, ki jo je odigral takrat v izgradnji Gibanja Svobode, ne, od metodologije do izbire ljudi in tako naprej. Ne. Zdaj pa novinarji, ki so dejansko agenti Roberta Goloba, da rečemo, necenzurirano so v službi Roberta Goloba. V službi, ker vemo, da je bila pred leti Vesna Vuković tudi plačana strani GEN-I-ja in nikoli pojasnjeno, kaj je naredila za tistih 100.000 evrov, ki je Robert Golob iz GEN-I-ja plačal še pred nastopom na volitvah. Skratka, novinarska ekipa Roberta Goloba, ki ga je po vseh govoricah, ki so bile zelo močne v fazi izgradnje Gibanja Svobode, postavil na noge ravno ta interesni krog, ne, sedaj očita 2 novoprihajajočim, da so del tega kroga. Ne. Čisto možno je, da je, ne vem, ali gospod Zoran, ali ta krog, tako Logarja kot Prebiliča kontaktiral, mogoče samo zato, da bi se jim lahko nekaj očitalo, pa tudi ne vem kaj je sploh zdaj, bom rekel, to grajenje neke zgodbe, ki jo predvsem gospod Cirman potem nadaljuje. Ne vem, kakšno vlogo je tukaj odigral gospod Vodušek, ampak mislim, da je res bizarno, da se Roberta Goloba daje na stran kot poštenega predstavnika ljudstva. On je zdaj borec čistega ljudstva proti umazani eliti, ko poznamo njegovo zgodovino. Torej, izjemno bizarne poteze. Vsekakor pa verjamem, da kar se tiče gospoda Prebiliča, je zdaj v tekmi z Robertom Golobom, tlele bo tekma za drugo mesto. Jaz mislim, da je jasno, da bo relativni zmagovalec volitev, če se ne bo zgodilo nekaj dramatičnega v teh naslednjih mesecih, relativni zmagovalec volitev bo SDS Janeza Janše. Ideja določenih interesnih krogov, ki želijo, da se ohrani sedanje razmerje moči, je, da se zgradi večina razdrobljena, tako kot je bilo leta 2018, ko je Marjan Šarec s 14% sestavil, potem vodil vlado. In tekma bo zdaj med Prebiličem in Golobom, ampak to, kar pa je popolnoma jasno je, da je glas za Prebiliča glas za nadaljevanje vlade Roberta Goloba oziroma iste konstelacije. To ne bo nek tretji, torej ni tretje variante.
ali se bo zgodil preobrat in preobrat lahko doseže samo večina zbrana okrog Janeza Janše, ali se bo nadaljevala sedanja politika v drugačni konstelaciji. To sta edini dve realni izbiri. Edina tretja možnost je, da pride do popolne blokade in do nesposobnosti kakršnekoli oblikovanja kakršnekoli večine. Ampak ta zgodba z vlogo prostozidarjev mi je tukaj res bizarna, predvsem zaradi tega, ker jo razkrivajo najožji sodelavci ali pa najožji propagandisti Roberta Goloba. Ja. Ampak vendarle, oni učitajo, torej, ne samo, da je gospod Prebilič nagovorjen, pa je takole odgovoril, da z gospodom Zornom dobro sodelujeva, pa ostaniva pri tem. Oni pravijo tudi, da je tudi gospod Logar za demokrati, pa tudi seveda Lotrič, Marko Lotrič, ki ima to stranko Fokus. Zdaj, to, kar je recimo vedno vprašljivo pri teh raznih društvih, skupinah, ki so tajni. Torej, mi nikoli ne vemo, kdo točno je član in če ni znano, on lahko lobira pri vseh poslih. Znan je vedno samo veliki mojster, to se pravi predsednik, direktor tega ali kakorkoli bi rekli. Tudi za neko drugo logožo pravijo in je znano, da je gospod Marko Bitenc njen vodja. In potem seveda tudi tu lahko ljudje vlečejo razne primerjave, kaj se dogaja v poslu, poslovno, kdo komu, karkoli ureja. Problem teh tajnih skupin je samo ta, da niso transparentne, mi ne vemo, kdo je kdo in imate lahko tam šefa neke agencije, imate lahko, tako kot se zdaj dogaja recimo pri tej turški vetrnici, ali kakorkoli, si potem v tej majhni Sloveniji, kjer ni dovolj denarja, pač uredijo posle mimo drugih. No, jaz mislim, da gre tukaj zdaj tudi za spuščanje precej megle z metanjem, seveda nekako sence dvoma tudi na vse ostale akterje na volitvah. Zagotovo so ta omrežja pomemben del razmerij moči pri nas, mislim pa, da se včasih tukaj tudi pretirava in da vsaka od teh oseb je, dajmo reči, vpeta med različnimi silnicami in se mora včasih tudi odločiti in vprašanje je, koliko je te discipline lože, koliko pa v kakem momentu prevaga neka druga prioriteta pa neka druga obveznost. Ker vsak od teh ljudi je vpet v različna razmerja moči. Mislim, da se na nek bizaren način zdaj tukaj spušča megla za to, da se skuša očrniti določene akterje in s tem prispevati k ambiciji Roberta Goloba, da bi dosegel vsaj drugo mesto. Trenutno mu sicer kaže, da z vsem propagandnim aparatom mu to lahko uspe, po drugi strani pa ni nujno. Mislim, da je nezadovoljstvo z njegovim delovanjem tako močno, da je še njegova zadnja opora dejansko edini vladar levega bloka in to je ljubljanski župan Zoran Janković. In če bi še tam izgubil podporo, potem pa mislim, da bi bil Robert Golob popolnoma pokopan. In gremo zdaj na tole nezadovoljstvo. Zdaj ta teden je Gospodarska zbornica Slovenije predstavila, tako so rekli, 88 ukrepov. Sestavili so jih za več kot 90 gospodarstveniki in strokovnjaki. Torej gre za to, kaj naj bi Slovenija do leta 2035 naredila. Oni bi s temi ukrepi odprli 55 in prinesli 55,000 novih delovnih mest, višjo dodano vrednost. Ta program predvideva seveda 19 milijard evrov novih investicij in tako naprej. To, kar se pa zdaj dogaja, gremo pa na drugo stran, je pa recimo podjetja že odhajajo iz Slovenije. Recimo Boxmark že seli zaradi seveda davkov, božičnice, vseh teh obremenitev in tudi zaradi nejasne politike, kaj sploh lahko še pričakujemo, že seli delovna mesta v tujino. Kaj se bo tu zgodilo in kaj mi lahko pričakujemo oziroma kakšna je ta moč gospodarstva, da dejansko nekaj spremeni, ker to je neka moč, ampak praktično nima nobene moči. Jaz mislim, da gre predvsem za politično nesposobnost gospodarstva in zbornic, ki bi morale zastopati gospodarske interese v političnih odnosih. Pa se lahko nekateri izjemno trudijo tukaj. Najprej tisti nabor ukrepov je, seveda imamo že vrsto teh dokumentov. Tudi obrtna zbornica jih ima, gospodarska zbornica je pripravila izjemen dokument že pred leti,
podskupino, ki jo je vodil gospod Mramor o strategiji doseganja višje dodane vrednosti. In ti dokumenti so seveda vedno dobrodošli, potem je pa vprašanje, ali so predstavniki gospodarstva, in to so politični predstavniki gospodarstva. Torej, gospodarska zbornica, obrtna zbornica so politične organizacije civilne družbe, gospodarstva kot dela civilne družbe, ki seveda potem nastopajo v političnem dialogu. In obe zbornici sta se v tem mandatu izkazali za politično nesposobne. Enostavno izgubljajo pred, recimo, drugo stranjo, ki je politično organizirana, in to so sindikati. Torej, imamo skrajno levo vlado, tako skrajno leve vlade še nismo imeli v teh 35 letih slovenske samostojnosti, in imamo predstavnike gospodarstva, ki politično niso sposobni zelo jasno povedati, in tudi ne pričakujem od teh akterjev, da bodo imeli pogum, da se zelo jasno politično opredelijo pred naslednjimi volitvami. Torej, sami predstavniki gospodarstva, konkretni, so del problema. Zaradi tega, ker ne znajo politično zagotoviti, uresničiti pogoje, da bo naše gospodarstvo nadaljevalo z neko rastjo. Danes se pogovarjam recimo z tistimi gospodarstveniki, ki niso vezani na slovensko državo, ki delajo v glavnem na mednarodnem trgu, in oni se ne zmenijo za gospodarsko zbornico, tudi na kakšne dogodke zelo redko pridejo, in seveda pravijo, da še en tak mandat jih bo popolnoma odvrnil od Slovenije. Že tisto, kar je njihove prisotnosti tukaj, je bolj zaradi patriotskih nagibov kot poslovnih, in vsak od njih seveda pove, da je bil gospod Počivalšek najboljši minister, kar jih je Slovenija imela na tem področju. In da v tem mandatu je so bili uničeni vsi tisti koraki, ki jih je gospod Počivalšek skozi 8 let delovanja postavljal. Mi smo imeli najprej, dajmo reči, interventne rešitve, kot je bila recimo zakon o Magni. Na podlagi tiste izkušnje, ki je pokazala številne težave in napake, se je postavil potem zakon o spodbujanju investicij. Imeli smo zakonske rešitve za spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja. Vse to se je s to vlado popolnoma ugasnilo. In beg Boxmarka je samo eden v nizu selitve slovenske industrije na tuje, in mislim, da se bo ta val še krepko povečal, če bomo imeli še en mandat Roberta Goloba ali njemu podobnega predsednika vlade. No in seveda bo najbrž sodu izbil dno kaos na naših cestah in vse te zapore. Pred časom je nek strokovnjak za umetno inteligenco izračunal, ker je pač vrgel v ta program te naše podatke. Ugotovil je, da pravzaprav ne gre za povečan promet, da promet ni povečan ali pa ne toliko, pač pa gre za slabo upravljanje, Darsovo slabo upravljanje teh cest. Rekel je recimo 5 gradbišč, pa ena nesreča, pa stoji cela Slovenija. Preveč se odpira teh novih gradbišč. Jaz seveda to razumem, ker v vsakem gradbišču se potem vrti denarni tok, pa ga mogoče večkrat uide sem pa tja, ampak dejansko je pokazal na Dars. Torej, na Darsu je pa šef Andrej Ribič, tudi iz Gibanja Svoboda. In tega Andreja Ribiča lahko vidimo tudi na Dražgošah vsako leto, kjer igra nekakšnega, kako bi človek rekel, kurirčka Andrejčka. Takole je zdaj Dražgoše, kurirček Andrejček. Zdaj povejte mi, koliko in v kolikšni meri res ta avnojska politika, ki jo imamo v vladi, tudi na področju prometa ali kjerkoli, kadrovskem področju, v kolikšni meri nas ta avnojska politika blokira. Gospod Ribič je sam iskreno povedal, da je v prvi fazi mandata pomagal stranki in da se je potem dogovoril s predsednikom vlade, da bo postavljen na eno gospodarsko funkcijo. Torej, to je bila dogovor, pri čemer so morali odpeljati še eno grdo afero, da so spravili stran prejšnjega direktorja. Skratka, jasno je, da je bilo to politično imenovanje in očitno je, da je nesposoben za opravljanje te konkretne funkcije. Mogoče bi na kakšni drugi funkciji, ker vem, da je bil v energetiki, mogoče bi tam bilo drugače. Ampak gospod Niko Gamulin je opravil tisto študijo in je jasno pokazal, mislim, da je bila cifra naslednja, da je mogoče leto za 2 do 3% zraslo recimo število vozil na cestah,
povprečna hitrost pa se je prepolovila, skratka popoln kolaps. In problem je ravno to, nesposobnost upravljanja s tem prometom, zaradi tega, ker so nesposobni planirati te prenove, ki so seveda nujne, na takšen način, da bodo učinkovito izvedene. Mi imamo zelo dolge zapore in peščico delavcev na njih. Torej, če niso sposobni slovenski gradbeni prijatelji, ki dobivajo potem posle, izpeljati na hitro, intenzivno neke prenove, potem naj se prenavlja po 100, po 200, po 500 metrov naprej. Skratka, naj ne mučijo ljudi s temi dolgimi in bom rekel, dolgotrajnimi zaporami, ampak naj se potrudijo, da tista peščica gradbenih podjetij, ki te posle dobiva, intenzivno, košček za koščkom prenavlja potem avtocesto. In to je absolutno problem nesposobnosti upravljanja z avtocestami, ki se je pokazal v tem mandatu. In takega kolapsa še nismo imeli. In najbolj bizarno od vsega skupaj je, da tudi potem, ko jim je gospod Gamolin jasno pokazal, kje so težave, se nič ni spremenilo. Nič. Ista praksa se nadaljuje tudi v jesen, tudi v zimo. Skratka, kot da jih se res ne zmenijo za to. In pol bodo spet krivili vse ostale in direktor bo govoril, vse ne ustvarja on zmede in kaosa na cestah. Ja, ampak so pa sposobni po svoje, ne? Zato ker Darsovo poslovno stavbo so pa drago zgradili, pa tudi bogat vozni park imajo. Ne? Na nek način so sposobni, niso pa vsem nesposobni. Ne? Sposobni v nekem takem metaforičnem pomenu te besede, ja. Ja, dobro, zdaj, ko gledamo tele učinke vlade, skoraj da ni področja, kjer ne bi vse obrnili na glavo. Ne? Eno teh področij je seveda tudi pravosodje. Ta pravosodna reforma ima kar nekaj zakonov in zdaj vsak teden se oglasi ena skupina ljudi, zdaj ta teden so se oglasili porotniki, ki jih gospa Lena Grgurevič ni povabila na to sejo oziroma niti k oblikovanju teh zakonov. In zdaj takole je dejala, zdaj pa navajam, zakaj pač niso bili povabljeni, ker sem jaz tako odločila. V redu, nisem jih povabila, zato ker jaz odločam, koga povabim, in sem povabila tiste, za katere sem se odločila, da jih bom povabila. To, je rekla Lena Grgurevič. In seveda so porotniki že zahtevali, da odstopi. Istočasno se je pritožil že teden prej Sodni svet. Torej, zakaj zdaj še ta pravosodna reforma? To je neverjetna aroganca predstavnikov Svobode. Jaz sem bil pred časom v stiku z društvom sodnikov porotnikov, z gospodom Hartmanom, ki upravljajo izjemno delo in ki imajo težave ne samo v parlamentu, ampak dejansko tudi z določenimi sodniki in sodnicami. Torej, sodniki porotniki so, lahko rečemo, demokratični nadzor v pravosodju. Mi imamo ločene veje oblasti, torej zakonodajna pa izvršna naj ne bi smele posegati v sodno, ampak zaradi tega obstajajo notranji mehanizmi nekega nadzora. In kot slišim, obstaja vrsta primerov, ko sodniki dejansko ignorirajo sodnike porotnike, jim ne omogočajo opravljanje njihove zakonske dolžnosti, recimo sploh ne dobijo celotne obtožnice. Torej, oni sodelujejo v postopku, kjer nimajo vpogleda v celotno obtožnico, ampak sodnica za njih interpretira in jim poenostavi, ker jih ima za preveč neumne neuke, da bi lahko razumeli določene zadeve. Skratka, pojavlja se neustrezna praksa, ki bi jo bilo treba rešiti najprej z seveda ustreznimi navodili vsem sodnikom, jasno interpretacijo obstoječih zakonov in tudi z mogoče, če je treba, z določenimi zakonskimi spremembami. In tega se ne lotijo. Ta zadnji primer pravosodne reforme, sploh te določeni amandmaji, ki grejo torej tudi mimo volje ministrstva, mimo volje stroke na ministrstvu, pa kažejo, da se tudi v pravosodju nekaj lomi. Zadnje čase številni sogovorniki pravijo, da je aktualna sestava sodnega sveta prva, ki kaže nekako znake kot prve lastovke sprememb na področju pravosodja, kar pomeni, da se določenim starim strukturam oblasti
nekako ruši tisti popoln nadzor, ki so ga imeli nad pravosodjem. Zaradi tega zdaj vidimo celo tako bizarne predloge, da želijo za aktualnega predsednika sodišča podaljšati možnost mandata, torej če prek 70 let, spremeniti zakon samo zanj, zaradi tega, da ohranijo nadzor, pa neke drugi posegi recimo v sodni svet, zaradi tega, ker jim je tokrat očitno jim ni uspelo kontrolirati imenovanja sodnega sveta. Skratka, gre za mogoče nek poskus ohranjanja krempljev stare oblasti v slovenskem pravosodju. In to je pa izjemno nevarno, ker kaže, da ne bodo za, bom rekel, ohranjanje ali pa za sploh razvoj demokracije v Sloveniji ne bodo več dovolj zmage na volitvah, ampak bo treba posegati v številne državne aparate, v katerih imajo še vedno kremplje določena omrežja moči. No, seveda, en tak primer je seveda tudi gospod Merlak, pač podjetnik, ki je zaslovel z borzo, z kriptosredstvi in je to prodal in je postal milijonar. On je, tale Bogi Merlak, da tako rečem, Damjan Merlak, milijonar, je seveda kupil vrsto bohinjskih hotelov, propadlih, da se razume. In zdaj na nekem zemljišču se pa kar na lepem znašel zdaj v tožbi, kajti v zemljiško knjigo ni bila vpisana država. Država bi zdaj rada en del zemljišča, ki ga je kupil, in pravi pač, da je že od leta 1993 pripada temu skladu za kmetijske zemljišče tisto zemljišče, ki ga je zdaj kupil legalno gospod Merlak. Gre za 30.000 kvadratnih metrov in zdaj država oziroma ta sklad želi, da zdaj očitno Merlak še enkrat plača še njim. Zakaj se niso vpisali v zemljiško knjigo? Oziroma, kako je to možno? Pride podjetnik iz tujine, on je sicer Slovenec, želi dobro Bohinju, kupi parcelo in zdaj kar na lepem pride kot z Marsa, z Lune nekdo, ki reče, to je moje. Gospod je hotel narediti nekaj dobrega, lahko rečemo skoraj dobrodelnega, ker tam ni šlo samo za finančno logiko, torej investicijsko logiko, šlo je dejansko za nek patriotizem. In po drugi strani imamo zdaj državo, ki je naredila napako, zdaj se pa država izgovarja na to, da pač ni, da gospod investitor je zaupal državni knjigi, v kateri ni bilo realno stanje. Torej ne bi smel zaupati zemljiške knjige, ampak oprostite, kaj pa je normalna pravna država kot to, da se državnim aparatom zaupa. In to me spomne na primer Federica Pignatelja na Wolfovi ulica 1, ki se bori s korupcijo v odvetništvu in pravosodju, ko je recimo njegova odvetnica, rekel je, da nikoli ne bi mogel, pa je izjemen, rekel, finančni strokovnjak in upravlja z milijardnim premoženjem po vsem svetu, da nikoli ne bi pomislil, da ne more zaupati svoji odvetnici, da se ne da zaupati notarju, ki je garant, da mu reč, pogleda pravičnosti v neko dokumentacijo, da je ni mogel zaupati sodnemu registru, ker je njegova odvetnica v nasprotju z jasnimi pisnimi navodili, kako naj se izvede skupščina podjetja, s tem dokumentom ponaredila sklepe skupščine pod patronatom notarja Mira Košaka, ki bi moral imeti nadzor nad poštenostjo tega papirja, v sodni register upisala osebo, za katero sploh ni obstajal dokument, torej priimek, ki ni obstajal, Doris Majer Pignatelli, kar nikoli ni bila, ni imela tega dokumenta in na podlagi tega izpeljala vrsto nekih drugih malverzacij. Skratka, imamo državne institucije, ki bi morali biti garant pravne države. In zdaj gospod je seveda v dobri veri kupil, pri tem se je zanašal na ustreznost podatkov v državnih knjigah, zdaj se pa država sklicuje na to, da njene knjige ne morejo biti garancija in da se pač ni pozanimal, da bi pred 30 leti sklad moral že popraviti stanje v zemljiški knjigi. Skratka, bizarna zadeva, ki sodi mogoče v neke druge dele sveta, zagotovo pa ne v Srednjo Evropo. No in seveda na Kranjskem sodišču, okrožnem sodišču, se je nadaljevala obravnava ta teden.
med družbo Damjana Merlaka in pa skladom kmetijskih zemljišč. Ampak poglejmo, kakšno izjavo je dal gospod Damjan Merlak po tej obravnavi. Pravite na vse skupaj, kakšna je odločitev? Ne vem, ni še, ampak jaz verjamem, da bo v redu. Kaj potem, ko bo v vaš vplik odločen? Ste pripravljeni? Ja, gremo naprej, potem začnemo graditi. Sej, star objekt smo že odstranili, v bistvu je nekako tam malo bolj urejen, kot je bilo in zdaj treba samo še postaviti. Kaj si pa mislite o tej tožbi? Nič si ne mislim, pač ne bom komentiral raje. V bistvu je škoda, ne? Škoda, da se v bistvu preži nazaj nekaj, kar bi lahko že bilo postavljeno. Tako. V bistvu načrti so, zbravi v tisti, kolikor je bilo predvideno. Ja. Vse je gradbeno dovoljenje, vse je, v bistvu, vse je pripravljeno za štart. Tako da tako začnete. Ja, mislim, malo je pogojeno z meseci v letu zaradi vode in teh stvari, ampak ja, dvakrat na leto lahko začnemo in te akcije. No, skratka, bil je pameten, pa ni komentiral, ne, pa zdaj, glede na vse to, kar ste rekli tudi o sodnem svetu, neke pomladne lastovke v sodnem svetu, zdaj kako, ali lahko upamo tudi mi, da bo končno lahko začel nek podjetnik graditi in zgraditi ta hotel, ali bo moral zdaj še enkrat plačati skladu kmetijskih zemljišč? Jaz upam, da bo tukaj seveda oseba, ki bo o tem odločala, razumna. Naslednji korak pa bi seveda moral biti ugotoviti torej postopek ugotavljanja, kdo je strani države zavozil zadevo. Torej, kdaj bo nek predstavnik države, ki je bodisi iz malomarnosti, bodisi iz kakega drugega razloga naredil napako, ki povzroči takšno škodo. Kdaj bodo sankcionirani ti ljudje. Ne? In če ne drugega, ali pa vsaj na stebru sramote izpostavljeni, torej kdo z imenom in priimkom ni v 30 letih naredil tistega, kar bi moral. Ja. No in seveda, zdaj, ko to snemava, teče tudi interpelacija zoper Simona Maljevca, to se pravi ministra za solidarno prihodnost. Namreč zdaj, kaj se zdaj gospod Maljevec spomnil? Ne samo, da nam je zdaj pobral že 142,3 milijona evrov za to dolgotrajno oskrbo, izdali so 3 odločbe napisane na roko, ampak on je zdaj, en dan pred interpelacijo, ugotovil, da bi bilo pametno, da se nekaj zgodi in so sprejeli interventni zakon, ki pomeni, da bodo vse tiste ljudi, ki so zdaj v domovih za starejše, kar avtomatično prevedli na nov sistem, brez odločb. To se spomnite, kaj je bilo, ko je bil Janša predsednik vlade, pa so z nekimi odloki v času covida sprejemali odločitve. Zdaj bi pa ta gospod brez podpisov ljudi, praktično brez odločb, v bistvu, da bi sploh videli, za kaj gre, prevedel te ljudi na nov sistem. Torej, tisti so starejši, ki se pač ne morejo podpisati in nimajo zastopnika, to je dolg proces. Za ostale pa takole bilo rečeno in ljudje pravijo, da zdaj izsiljuje, da kdor ne bo podpisal soglasja, bo plačeval več za oskrbo v domu. In zato ima zdaj gospod, pa ne samo zato, tudi zaradi stanovanj, interpelacijo. Poleg tega je pa treba povedati, da kaj se dogaja zdaj s temi 142 milijoni. Poslušajte tole, 80 milijonov je država vezala za 27 dni. Ampak jaz bi tudi ta svoj denar rada vezala. No? Zakaj moram zdaj plačati? Vsi mi plačujemo 1% ali več, da zdaj Maljevec in pa Robert Golob ugibajo, kaj naredimo. No, se zdaj ta rokohitrska rešitev je bila poiskana, ko so se drugi vmešali v iskanje rešitve, ker gospod Maljevec in njegova ekipa ni bila sposobna sama tega najti. Zdaj bi radi vsaj na nek način, vsaj del denarja hitro porabili, da upravičijo to, dajmo reči, krajo ljudstva na zalogo, za pravice, do katerih je zelo težko in bo še v prihodnjih letih zelo težko priti. Zdaj, seveda je to izjemno zahteven projekt. In to je zahteven projekt, ker gre za ogromno nekih malenkosti, ki jih mora izvajati aparat, ki je že sam po sebi zelo počasen in nesposoben, birokratsko nesposoben. Mi imamo sistem, v katerem srčni ljudje
bom rekel, ta sistem sploh držijo nekako pri življenju ob vseh birokratskih nesmislih, postopkih, ki jih imamo na področju sociale in sploh katastrofalnim stanju digitalizacije, recimo. Ne. In ta zahteven proces enostavno terja sposobno vodstvo. In gospod Maljevac ni sposoben voditi takega projekta in tudi nima ekipe, ki bi bila sposobna voditi tako zahteven projekt. Ne? In zato je toliko težav. Ne? In pač bomo morali enostavno potrpeti, ker druge možnosti nimamo. Imamo tako oblast, to so sposobni narediti in to je realnost slovenskega socialnega in političnega sistema. Ampak gledajte, nek neznanec ga je prijavil zaradi zlorabe položaja. Ne? To je res. Ne moreš ti 140 milijonov povrati prihodnji, zdaj nov mesec prihaja, bo spet več in več. Ne? To je več, okoli 40 milijonov na mesec poberejo. Ne? Mislim, kaj se to pravi? To je zloraba položaja. Enostavno uradno s tako večino v parlamentu uvedeš nek davek, kradeš ljudi. Na zalogo. Na zalogo, potem sam vežeš ta sredstva. Torej, kakšna je možnost, da bi šel gospod Maljevac res v zapor? Ali pa vsaj kdo iz te ekipe? No, mislim, da Seglih nikakršna. Izgovor bo tukaj, da je pač celoten aparat od vlade do parlamenta sprejel nek zakon, da tisti denar čaka na posebnem računu za to, da bo porabljen za določene zadeve. Imamo podobne primere, ne? Imamo vodni sklad v končni fazi, ker so ležali milijoni, ker ni bilo projektov, ki bi pod določenimi zakonskimi in podzakonskimi akti lahko upravičili financiranje. Ko je takrat minister Vizjak poskusil, dajmo reči, pospešiti črpanje tistih sredstev, je bil referendum o vodah z popolnoma izmišljenimi argumenti o privatizaciji obale, o pozidavi obale, skratka zadevami, ki veze niso imele s tistim zakonom. Skratka, imamo podobne primere in ko se jih nekdo loti in poskuša rešiti, seveda tisti, ki imajo interes, da denar leži na nekih računih, zaustavijo te rešitve. V tem primeru tukaj pa imamo enostavno ekipo, ki ni sposobna izpeljati tako zahtevnega projekta. No, se tudi Davorin Kračun, ki vodi Fiskalni svet, opozarja na prekomerno trošenje Golobove vlade in pravi, da pač obrambni izzivi so preveliki, pa tudi demografski, da bi razsipavali denar za bombončke. Jaz sicer mislim, da so to že kar tortice, ne? Tudi ta 40 let, zamik pač in vinjet in tako naprej, to niso zdaj samo bombončke, ampak vendarle, kakšna je možnost, da Slovenija pade na teh ocenah, mednarodnih ocenah bančnih, ne? Ker tole zdaj ni več šala. Zdaj tako, jaz mislim, da v nekem kratkoročnem času ne, zaradi tega, ker bonitetne ocene, kjer je Slovenija celo dobila boljšo oceno, temeljijo samo na vprašanju, ali smo dovolj pridni, da odplačujemo kredite. Ne, in ker imamo tako, dajmo reči, izjemen davčni primež v Sloveniji, je predpostavka, da bomo kredite že odplačevali. Bonitetna ocena se ne zmeni za standard našega življenja. Ne, njih ne briga, ali mi živimo boljše ali slabše. Ne, bonitetna ocena pomeni samo, kako zanesljivo lahko vlagatelji pričakujejo, da jim bomo ta denar vračali. In glede na to, da imamo davke, da nam milijoni ležijo potem na računih vezani, ne, pol si lahko tuji kreditorji, dajmo reči, so lahko precej zanesljivi, da bomo naše obveznosti plačevali. Standard življenja bo pa zagotovo padel. Če pa ne bo šlo pa pride do nekega preloma, na kar Fiskalni svet opozarja, takrat se pa popolnoma zlomi situacija. Ne? Takrat pa bo recimo novo zadolževanje seveda toliko dražje in takrat bodo prihajali drugi tipi tujih kreditorjev, taki malo bolj šakalski, ki se pojavijo, ko je neka država v resni krizi. Ne? To bo pa precej tako in to bo pa precej drugačna situacija. No in zdaj, če se malce ozreva na lokalno raven, v osnovni šoli Žalec je ravnateljica Andreja Špajzer albanskim staršem seveda pisala v albanščini, kar danes seveda ni nobena velika znanost, ker imamo umetno inteligenco,
vržeš vabilo slovensko, pride ven albansko, ne. In seveda zdaj je jasno, so ljudje protestirali, tudi opozicijske stranke pri nas, ampak ministrstvo za šolstvo pa pravi, da zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da je učni jezik slovenščina. Prevod vabila staršem ni mogoče šteti kot del vzgojno-izobraževalnega procesa, zato šola ni kršila določb zakona. Ampak jaz mislim, da del procesa pa je to, da pridejo ljudje na govorilne ure ali pa roditeljski sestanek. Kaj vi mislite? Jaz mislim, da ne bi smela pisati v albanščini. Jaz bom rekel tako. Jaz mislim, da je problem je v političnem kontekstu. Problem je v tem, da ne spoštujemo slovenstva nasploh, oziroma da imamo boj med tistimi, ki spoštujejo slovenstvo in tistimi, ki so globalisti in se za slovenstvo ne zmenijo. Če bi mi imeli normalen, zdrav patriotizem, potem bi bile to geste dobre volje in bi jih javnost tudi tako interpretirala. Jaz po drugi strani popolnoma razumem pedagoge, ki v tako težkem kontekstu, torej stanja našega naroda, enostavno jemljajo svoje temeljno poslanstvo. Njihovo poslanstvo je skrb za otroke, ne glede na kakršnekoli druge elemente. In jaz verjamem, da tako ravnateljica kot učitelji se trudijo, kolikor se da v tej situaciji poskrbeti za te otroke in da, ker se očitno starši teh otrok ali niso zmenili, ali enostavno dejansko niso razumeli, zakaj gre, so naredili to gesto, da so jih še dodatno povabili na pogovor, na katerem sicer ne vem, kako so lahko sodelovali, če ne razumejo slovenskega jezika. Skratka, jaz mislim, da je problem najprej v odnosu do slovenstva, drugo v nerazumljivi socialni politiki, ki jo imamo, ker tukaj gre v veliki meri za osebe, ki dejansko živijo od našega socialnega sistema zaradi tega, ker pride ena oseba na, dajmo reči, neko delo, če sploh opravlja to delo v Sloveniji, in se potem družina pridruži za socialni sistem, neprofitna stanovanja, zdravstveni sistem in tako naprej. In je vprašanje, ali so upravičeni dobivanja v državi, ali prispevajo tej državi toliko, kot to državo stanejo, in potem pride šele problem integracije. Torej, problem integracije, problem, da ljudje v celotnem procesu ne morejo sodelovati, ker ne znajo slovensko in bi preden se sploh vključijo v reden šolski proces. Ja, morali si vzeti, če je treba tudi leto, dve pauze in se enostavno naučiti jezika. To pravi tudi Janez Janša. Jaz mislim, da je to zadnji kamenček problema, ne bi pa bil tako kritičen do ravnateljice in učiteljev, za katere verjamem, da se trudijo rešiti, kar se rešiti da, in da se trudijo, kolikor se da poskrbeti za te otroke, ki pa so res še na koncu najmanj krivi. Jaz mislim, da je glavni problem torej v celotni piramidi odnosa najprej do slovenstva in tudi nesprejemljivega socialnega sistema, ki omogoča socialni turizem v naši državi. Ampak v šolah, ne, recimo to pravi Janez Janša, ti otroci naj se najprej vključijo v neko prehodno izobraževanje. To je sistemsko vprašanje. Ja, tako, in se bodo naučili jezika, kajti lejte, zdaj imamo recimo pač eno osnovno šolo, nek razred, pa je noter so mogoče 3-4 tujci in se vsa koncentracija, moč, energija učiteljev skoncentrira na škodo drugih otrok. Na škodo drugih, pametnih. Imamo tudi razrede, ker je mogoče so 3-4, ki znajo slovensko. Skratka, so primeri po Sloveniji tudi drugačni in to je velika težava. Ampak to bi rad poudaril, to je sistemska država, to je napaka ministrstva, ki bi se moralo s tem ukvarjati. Ja. Mislim, da se ravnatelji in učitelji trudijo rešiti, kar se rešiti da, in v danih okoliščinah poskrbeti za otroke najbolje, kot lahko poskrbijo. Ja. Tukaj bi, bom rekel, vsa kritika morala biti usmerjena na ministra.
Oni pa črkobralsko rečejo, no, saj to ni šlo za izobraževalni proces, da jih ni sram, no, mislim. Dobro, gremo zdaj na občino Vrhnika, ne. Občina Vrhnika se je umaknila iz kroga donatorjev za Cankarjevo nagrado. Razlog pa je bil, da je letošnja nagrajenka Mojca Kumrdej prav na proslavi v občini Vrhniki pravijo, pač tako pravijo iz občine, žalila v bistvu Slovenijo, Slovence, dejala je, da, takole zdaj navajam, to je bil ta citat, prav tisti, ki skušajo revidirati zmago nad nacizmom in fašizmom in zanikujejo genocid v Gazi, to pomlad nad umetniki izvajajo pogrom in jih sramotijo z besedami družbeni privilegiranci, priskledniki, paraziti. Torej, zdaj je res vprašanje, to je osebno mnenje Mojce Kumrdej, ampak vprašanje je, ali res sodi to blatenje in žaljenje na neko tako prireditev, kjer ona dobi nagrado, ali morajo zdaj res ti, ki mislijo drugače, ne, v vsakem trenutku, tudi ko prejemajo nagrado, ves čas žaliti drugače misleče. In občina Vrhnika zdaj ne bo plačala teh, mislim, da je 8.000 evrov in ne bo več donatorica. Jaz mislim, da je popolnoma razumljiva odločitev občine. Torej, zdaj, kulturniki so vedno tudi neki politični agitatorji. Ne? Ja. Ampak v tem primeru ni šlo samo za recimo neko politično izjavo, kjer je pač določen del kulturne srenje toliko osredotočen recimo na Gazo, ni šlo samo za žalitev neke političnih akterjev v slovenskem političnem prostoru, šlo je v končni fazi za žalitev slovenskega ljudstva, ki se je na referendumu odločilo, kot se je odločilo. Skratka, šlo je za neko politično agitiranje, ki bi samo po sebi na drugačen način izraženo lahko bilo del svobode govora. Ampak v tem primeru je šlo dejansko za zlorabo tega dogodka, za politično žalitev nekaterih akterjev in slovenskega ljudstva, ki se je odločilo na referendumu glede pokojnin, posebnih privilegiranih pokojnin za kulturnike. Ne? Skratka, popolnoma razumljivo in po drugi strani še toliko bolj razumljivi argumenti, ki jih je župan potem navedel, da je ministrstvo tukaj ni sodelovalo, kot bi moralo, kot je bilo obljubljeno, da ni bilo neke ustrezne promocije, da na koncu gre le za dogodek, ki ga mogoče opazi niti 20-30 ljudi. Ne, ja, da je tudi to promocijsko dejansko popolnoma nesmiselno, ne? In da ni bilo tisto, kar so si obetali, ko se je ustanovila ta nagrada. Ne? In mogoče je res boljše, da občina naredi eno svojo Cankarjevo nagrado in jaz bi jih razumel, da bi bila to popolnoma lokalna, da je to nagrada za njihove otroke ali pa za njihove kulturnike, ker je, bom rekel, to nek občinski domet in bi bilo to dosti pametneje vložena sredstva, ki jih občina daje za nekaj. Ne? Tukaj se je od občine pričakovalo, da bo neko dobrodelno akcijo peljala za državne umetnike, ki potem še pridejo pa žalijo recimo občinsko vodstvo. Ne? Ampak se je podobno tudi pri Prešernovih nagradah. Ne? Sej vsako leto se nekako s strahom pričakuje, kaj bodo pa letos spet povedali, koga bodo pa spet letos žalili. Ne? To ni več nek praznik, kjer bi bili vsi na nek način praznično razpoloženi, ampak je ves čas neko pljuvanje po drugače mislečih. In ustvarjanje razdora. Torej, jaz razumem, da seveda umetniki so politični agitatorji in je prav, da imajo politično mnenje, da ga tudi izražajo, ampak je stvar politične kulture, na kakšen način to počnejo. Eden najbolj, bom rekel, umazanih primerov primitivizma v slovenskem javnem prostoru je recimo Svetlana Makarovič in njene izjave. Ne? Skratka, imamo umetnike, ki so upravičeno politično razmišljujoči in politično govoreči, ampak hkrati imamo posamezne predstavnike, ki so potem predstavniki najnižje možne politične kulture in ki krepijo polarizacijo v naši skupnosti. No in seveda taki dogodki odmevajo, ni pa odmevalo tole, ne, da je Zoran Janković izgubil tožbo na Evropskem sodišču za človekove pravice
Namreč Evropsko sodišče je zavrnilo njegovo pritožbo zoper državo v zvezi z ugotovitvami Komisije za preprečevanje korupcije iz leta 2015, ko so pravzaprav ugotovili, da ni prijavljal svojega premoženja v zakonskem roku, ne, in menda je več let zapored ni poročal o spremembah denarnih sredstev v skupni višini 800 000 evrov in da je v času upravljanja funkcije župana oziroma poslanca med 17. novembrom 2006 in 24. majem 2012 na svoje račune prejel skoraj 3 milijone evrov, od tega večino nakazil, ki niso bila povezana z rednim osebnim dohodkom. Ja, kaj se zdaj lahko mislimo o tem? To je spet ena stvar, ki bi morala biti pravzaprav velika afera v slovenskem prostoru, je bila pa kot zadnja vestička na zadnji strani objavljena. Spet stvar razmerij moči v naši državi. Ne? Pričemer glede tiste vsebine bi celo dal določene argumente gospodu Jankoviću. Ne? Tam gre za tisti famozni dokument KPK-ja, ki je skušal z eno klofuto sesuti gospoda Jankovića in gospoda Janšo v njegovi drugi vladi. Gre za dokument, ki ga je gospod Klemenčič javnosti prodal kot nekaj veličastnega, ne? When numbers talk, bullshit walks. Dejansko je šlo pa za neko skrpucalo, ki je bilo na pol clipping. Na podlagi, bom rekel, tistega dokumenta se je potem nadaljeval določen postopek in jaz, kot sem razumel to odločitev Evropskega sodišča, je šlo bolj za odločitev na proceduralni ravni. Torej, gospod Janković je imel v slovenskem pravnem redu vse proceduralne možnosti, ki jih je ustrezno izčrpal in mu pač ni uspelo v slovenskem pravnem redu dokazati svoj prav. Zdaj pa zakaj pravim, da določene argumente ima, kot sem iz tistega dokumenta takrat razumel, je šlo dejansko za pretvorbo enega oziroma za poplačilo posojila in to dejansko, bom rekel, je interpretiral mogoče nespametno ali pa ne vem, zakaj tega takrat sicer ni prijavljal, ker bi lahko prijavil, da mu je bilo pač poplačeno posojilo, ampak on je nekako štel, da se mu stanje ni spremenilo, ker je imel prej posojilo, ki je bilo sedaj poplačeno. Ne? Skratka, gre mogoče za neko bolj proceduralno vprašanje z pravnega vidika, z osebnega vidika gre pa seveda za vprašanje zaupanja slovenske javnosti in za tiste neke še stare zgodbe z njegovim podjetjem in njegovima sinovoma. No, ampak v vsakem primeru je to zgodba, ki bi z nekim drugim akterjem, zagotovo bila precej napihnjena v slovenskih medijih, tako pa je bila dejansko dana popolnoma na stran. Mislim, da je gospod Janković sam lepo povedal na tistem intervjuju na hrvaški televiziji pred leti, da dokler je on edini garant, da v Sloveniji ne bo vladal Janša, se mu v slovenskem pravnem sistemu ne more nič zgoditi. No in seveda tudi druge njegove odločitve so za marsikoga vprašljive. Ena takih je recimo zdaj ob podražitvi mestnega prometa v Ljubljani, ljubljanskega potniškega prometa, je stranka Piratov predstavila pobudo za referendum proti podražitvi vozovnic ljubljanskega potniškega prometa. In seveda je Zoran Janković oziroma mestni svet je skratka zavrnil in župan je zavrnil to z obrazložitvijo, da na sklep mestnega sveta ni mogoče razpisati občinskega referenduma, ker naj bi šlo za posamični in ne splošni pravni akt. Zdaj, kaj si lahko ti mislimo? Najprej malo bizarna interpretacija, ker to je splošni akt, ne? Posamični akt, mislim, ne vem, kakšna pravna služba mu je to pripravljati, lele bi rad videl res eno strokovno obrazložitev te odločitve. V vsakem primeru se mi zdi pa katastrofalna odločitev občine, da podraža cene javnega potniškega prometa zaradi dejstva, da je Ljubljana daleč naokrog mesto z najslabšo mobilnostjo. Torej, Ljubljana je popolnoma zabasana, prometna politika Ljubljane, ki jo vodi občina pod vodstvom gospoda Jankovića, je popolnoma propadla. In tle ne gre zdaj samo za občasne obnove oziroma zdaj za malo večji val obnov in gradbenih del in ton betona, ki se na novo zlivajo, ampak gre dejansko za nesposobnost modernizacije prometa skozi leta. To se ni zgodilo iz včeraj
na danes. Dajmo reči, to rušenje prometne pretočnosti Ljubljane se dogaja že vsaj desetletje, če ne dlje, in kaže na nesposobnost občine, da vzpostavi neko moderno mobilnost v mestu. In zdaj še torej ne gre zdaj samo za neko enkratno potezo ali pa posamičen akt, ampak gre za in simbolno in motivacijsko potezo, ki ljudi še bolj odvrača od uporabe torej javnega prometa, ki že itak na precej slabi ravni, kar kot poslušam ljudi, ki so ga uporabljali, pa ga ne želijo več, zaradi zastarelih tras, zaradi gužve, umazanosti, nesramnosti nekaterih voznikov. Skratka, mislim, da je to velika napaka ljubljanske občine in je ena v nizu napak na področju mobilnosti v mestu, ki je dejansko na najslabši možni ravni od vseh elementov življenja v Ljubljani. Ja, in še parkirišča se dražijo in se bodo še podražila, tako da praktično peš ali pa mogoče s kolesom, pa še to ne zaradi zapor. Problem je tudi v tem, da Ljubljana je kljub vsemu je prestolnica izjemno centralizirane države. Torej, država je vse možne funkcije skoncentrirala v mestno jedro in bi morala omogočiti potem dostop do vsega tega. In tu mislim, da je to eden večjih problemov in da bi to moralo biti mogoče celo med osrednjimi temami tudi kampanje za lokalne volitve prihodnje. No, zdaj pa, če končava malce bolj optimistično. Zdaj imeli smo tale ljubljanski maraton in na njem je Anže Zavrl postavil Guinnessov rekord, namreč on je maraton pretekel s harmoniko, igral je vseh 42 km, ker je menda pozabil, da bi lahko imel vmes tudi pauzo. 5 minut ne igranja bi mu pripadalo, ampak tole je pretekel v 4 urah, 42 minutah in 45 sekundah in seveda tudi s posebno harmoniko, ki so mu jo izdelali in je že dobila ime maratonika. To je seveda hvale vredno, ampak takole se človeku res postavi vprašanje, kaj bi se moralo zgoditi, da bi vsi te slovenski talenti, te res zagnani ljudje, ki se zelo trudijo na vsaki stvari, konec koncev športniki, da bi pravzaprav en delček te svoje energije usmerili v to, da bi mi imeli boljšo državo. Da ne ostane to samo na ravni tega individualnega, mojega kotička in mojega hobija, ampak da spremenimo, da naredimo to Slovenijo. Mislim, to so izjemni dosežki posameznikov, tako kot smo imeli prvega človeka, ki je smučal z Mount Everesta in tako dalje. Skratka, vrsta nekih individualnih uspehov. Naš problem je, da se pa ne znamo kot nacija skupaj spraviti. Jaz mislim, da nam manjka predvsem ta ekipni duh, ki ga v nekaterih športnih disciplinah nekako še najdemo, v celotni skupnosti pa ne. Kako dejansko omogočiti, da bodo vse te individualni talenti se uresničili in da bi hkrati uspeli še povezati naš narod. Jaz mislim, da tudi slovensko narodnostno vprašanje ni zaključeno zato, ker smo dobili našo državo. Tako kot je prišla, tako lahko gre. Še posebej glede na to, kako se obnašamo do nje. Skratka, to, kar nam manjka, je dejansko razumevanje, da smo kolektiv. In v tem zahodnem svetu je individualizem nad kolektivnostjo, je pa treba razumeti, da je kolektivnost pogoj, da se lahko individuum sploh razvije. Mi smo bitja, ki preživimo samo v skupini in ki moramo dolgo najprej vstopati v skupino, pod mentorstvom skupine, da bi sploh imeli pogoj, da se potem zgodijo taki individualni presežki. In mogoče nam manjka ravno ta odnos, že prej sem omenil malo ta zdravi patriotizem. In predvsem spoznanje, da ob vseh razlikah med nami moramo najti način, da živimo skupaj. To iskanje, to urejanje naše medsebojnosti je izziv, ki ga do zdaj še nismo uspeli rešiti. No, imamo pa smisel za humor in s tole sliko bova končala. Namreč Slavko Kogoj je na X-u zapisal, da božičnica
bo za vse, ne? Letos bo žičnica za vse in sicer na Kaninu. Ne? To se pravi, to nam pa še ni zmanjkalo. Ne, Smeha. to so izjemni posamezni momenti, ki nas seveda malo nasmejijo in upam, da jih bo vse več. No. No, hvala lepa za tele komentarje, dr. Sebastian Jeretič. Hvala za vabilo. In hvala za pozornost. Nasvidenje.